Belorusija, regija Mogilev, Vaskaniči. Po katerem svetniku je ta cerkev dobila ime, ni znano. Pokažem, kje je bil nivo tal. Ometana stena je višja od stropa. Opečna stena pod nivojem tal. Niše, izdelane med gradnjo za tramove. Tu so bili vstavljeni debeli leseni tramovi kvadratnega prereza. Tam je niša za naslednji žarek. Tukaj so niše v nasprotni steni. Jasno je, kje je bila etaža, ki jo je načrtoval arhitekt. Pod tlemi je v steni odkrita skrivnostna struktura. To so niše izdelane v obliki opečnega oboka. Zaključijo se z opečnim zidom. V steni templja je več takih niš. Ob oltarju oziroma pod oltarjem. To niso okenske odprtine in ne vrata. Vse niše se končajo z opečnimi stenami. Nad eno od niš je v steni odprtina. Je zelo nizek za prehod. Noben moški ne bo prišel sem. Bolj kot prezračevanje. Na vrhu so bili talni tramovi. Odprtina in niša se nahajata pod nivojem tal. Takole izgleda odprtina od zunaj. Luknja, ki sega pod nivo tal. Ko se sneg stopi in dežuje, bo tukaj tekla voda. In teče v te podzemne niše. Zakaj sakralni objekt potrebuje niše v steni pod oltarjem? Ne izgleda kot prostor za shranjevanje. Zakaj so nad nišami narejene skoznje odprtine? Je to prezračevanje ali osvetlitev? Morda cerkev ni bila zgrajena za molitve in moralni pouk. Bolj kot tehnološka rešitev. Tukaj so naredili nekaj z vodo in zrakom. V teh nišah pod oltarjem.